Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Mar na delu Stojana Petriča jejo nore gobe. V prilogi Ona so namreč objavili zapis Jesenski piknik s sirovkami, zraven pa priložili, pozor, fotografijo kosmate mlečnice, ki pa je strupena goba. Hudo napako, ki bi lahko imela za kakšnega bralca tudi usodne posledice, so poskušali popraviti v naslednji številki s temle drobcenim zapisom v rubriki Ne boste verjeli, vaša pisma. Nore gobe, ni kaj. Vi pa gledate 25. oddajo 3. sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Šarčev bordel. Zakaj se tajna služba Sova vse bolj spreminja v javno hišo predsednika vlade in njegovega svetovalca za nacionalno varnost? Zakaj tajna Sova vse bolj postaja javna hiša oziroma pravi pravcati bordel, bomo vprašali naša stalna komentatorja Božidarja Novaka in dr. Boštjana Marka Turka. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Fanta, najprej eno vprašanje za uvod. Spada Marjan Šarec med mitološke junake Slovenije, kot so Peter Klepec, Martin Krpan ali pa kralj Matjaž? Odkot je to? Niti slučajno, mislim. Halo? Jaz mislim, da zdajle... Ne, sprašujem zato, ker ko človek prebira, gleda ta medijski kartel, te dominantne medije, ki se vse bolj spreminjajo v prorežimske medije, pač mestoma dobi tak občutek, Saj se boste spomnila, primerjali so ga z Luko Dončićem, rekli so, da je Luka Dončić slovenske politike in tako naprej. A po vajenem mnenju potem ni tak mitološki junak? Ne, v novejši zgodovini so to ljudje tipa Rudolf Meister, Josip Broz Tito, Janez Janša, ljudje, ki so v preseku zgodovine imeli neko pomembno vlogo, ali so osvobajali Slovenijo, ali se borili za mejo, ali jim je bila mama Slovenka iz Kumrovca. In ta igralec iz Kamnika, ki je vodil prej eno občino, ne vem, kaj pa je naredil takega, da bi imel... Ne, sprašujem pač, sej ni... Ne, jaz recimo izkoriščam to priložnost, pa rečem, da seveda se strinjam, da v času zgodovine se pojavljajo zgodovinske osebnosti. V Titu recimo jaz priznavam status zgodovinske osebnosti prvi omenjeni osebnosti. Zdaj pa seveda, problem je drugot, problem je, da so ti ljudje zapeljali Slovenijo ne samo izven zgodovine, ampak izven vseh, bi rekel, trendov, ki recimo neko državnost kot tako vzpostavljajo. Jaz sem bil zdajle na Slovaškem in sem se vrnil. In vam povem nekaj, sem sicer predaval na Univerzi Mateja Bela, to je bilo v Banski Bistrici, ampak Bratislava. Kar je fascinantno, ni število, neverjetno število bleščečih nebotičnikov, ki ti dajo vtis, da gledaš Hong Kong, ampak je fascinantno število žerjavov, ki so v tej panorami, ki gradijo nove bleščeče nebotičnike. In ta Slovenija seveda je pa izločena in tle so, bi rekel, figure kot Šarec, ki se pojavljajo, ki bojo dobile recimo status nekih mitoloških junakov, ampak v smislu mitoloških klovnov. Tudi Cerar, vsak predsednik vlade, ki smo ga zdaj recimo v zadnjem času imeli, je končal za negativno obeležbo. Recimo samo Cerarja poglejte, da na današnje ankete mu dajo, on je pristal na 34 se pravi procentih v parlamentu oziroma na največjem številu poslancev, danes ima 0,4 mu dajo javnomnenjske raziskave. Se pravi, vsi ti predsedniki vlad postajajo negativni junaki. In Marjan Šarec ima pa za razliko od Cerarja in od Janše, ki je pač bil pred Bratuškovo, Bratuškova je pa itak, bi rekel, že ima status negativne junakinje, oziroma ona je Šarcem tudi že šla v zgodbo s statusom negativne junakinje. In ta Slovenija se sama po sebi spreminja v karikaturo države, v neresno karikaturo neresne države. Ja. Božo, izvoli. Imamo samo srečo, da smo pobegnili iz Jugoslavije. Drugače bi danes se nam dogajalo podobno, kot se danes dogaja v Kataloniji. Da imamo 3 ključne funkcije oblasti izven, torej obrambno na NATO v Bruslju, zakonodajno na Evropski uniji v Bruslju, pa finančno na Evropski centralni banki v Frankfurtu. In ne znam si predstavljati, da bi en Šarec lahko
pariral v neki Jugoslaviji politikom, ki so v 80-ih, 70-ih ožemali Slovenijo, ne, in nabijali davke. Tam se pač se kaže, da je lahko vsak klon predsednik. Ne, in pol še imamo ta moment, da od kredibilnih in sposobnih se nihče ne gre politike in se noče izpostaviti. A veš, zelo banalno, ne? Predsednik vlade ima samo dve nalogi. Ne? Prvo je, da vsak četrtek skliče en sestanek, ki ga kličejo vse vlade, in drugo je, da je šef Sove, da ker je neposredno Sova njemu nadrejena. In ta igralec iz Kamnika ni znal niti zaposliti ene kolegice na Sovi, brez da bi bil to cirkus. Vse noben ne bi imel nič proti, če bi zaposlil jo kot tajnico pri direktorju Sove ali karkoli. Ne pa na to, da na javnem razpisu pogrnejo in se zdaj cela Slovenija smeji. Ne? Mi moramo vedeti, da država rabi Sovo. Vsaka resna država rabi obveščevalno službo. Mi imamo vojake v tujini. Rabimo nekoga, ki dela zaščito za njih. Mi imamo tranzitne poti preko Slovenije, take in drugačne, ali emigrantske, zakonite in nezakonite. Ja. Zakonite ali nezakonite. In mi rabimo obveščevalno službo, ki je resna. Zdaj, jaz sem celo pomislil, tako neverjetno se mi zdi to, da nekdo zaposli neko ljubico, ne, iz slovenskega knjižnega jezika je ljubljena oseba, ki ti je zelo blizu, je ljubica, ne. Ja. Tako da naredi cirkus, da preusmeri pozornost, mogoče pa Sova dela kaj pomembnega. Ja, pa mogoče bi ti naredil to svoje ljubici, ne bi, ne? Ja, glej, ne bi, ne. Človek moraš biti pošten, da veš, kaj je poanta? Moram jo prekiniti. Poanta je v tem, da je on skrival to zaposlitev očitno pred svojo soprogo. Misliš? Ja, glej, zakaj pa so to skrivali? Saj, če bi jo javno zaposlil kot tajnico direktorja Sove, noben ne bi nič rekel, pa ne bi se s tem nišče ukvarjal, verjetno razen njegova soproga bi ga vprašala, pozdravijo, ne? Ja. In predvidevam, da je skrival pred njo, no mislim, ne vem, to je neumno, vse skup že, glej. Ta krjavelj sistem seveda se je prenesel na to mesto, kjer bi mu bilo najmanj prostora, na Slovensko varnostno obveščevalno službo, ki je pač ključna. Mi moramo vedeti, da tole oddajo zdaj recimo gledajo obveščevalne službe mnoge, Avstrije, Hrvaške, Italije, mnogi se pač ukvarjajo s tem, ker Slovenija je pač zanimiva, ima še vedno za strani tujca prvenstven status med državami vzhodnega bloka nekdanjega v Evropi, ima neverjetno tranzitno lego, ne, in je zanimiva država. Ne. In to, kar so pa oni, so pa dobesedno, se ta izraz ni čisto knjižno slovenski, ampak je pa zelo primeren, razlupali to Sovo, to hišo, ne, odprli vsa okna, vsa vrata na stežaj, vsak lahko, recimo, ki ima 10 gramov pameti, gleda v drobovje tega mehanizma, ki ga vsaka država skriva tako kot poštena ženska svojo nedolžnost. Zadnje, kar da, je vpogled v drobovje mehanizma, se pravi svoje varnostno obveščevalne službe. Pri nas je pa, jaz sem imel občutek, da imajo ti ljudje, recimo sekretar za nacionalno varnost in predsednik vlade na neko prvo žogo, da imajo neskončno več občutka za državo. Tukaj pa ni nobenega občutka za državo. Ti ljudje sploh ne vedo, kaj je država. Oni mislijo, da je država občina ali pa da je država neka javna hiša, v katero ti potem lahko porineš v ključne institucije, se pravi tega, pa onga, pa petega, pa za kšeft ta, pa za kšeft oni šesti, pa roka roko opere, kot vsi vemo, obe pa rita. Ne? Ampak to ni država. Ne? Mislim, to je najbolj zastrašujoče in ob tem nimamo nobenih medijev, ki bi udarili plat zvona pa rekli ljudje, poglejte, kaj se dogaja. Se ti ljudje, če ne znajo upravljati v varnostno službo države, ja potem halo, morajo takoj jeti, morajo priti drugi, ki bojo to znali, ker drugače bo nastala nepopravljiva škoda. Ne? Ampak tle očitno se gre tle nek ping-pong z nacionalnimi interesi. Ne? Tudi moramo nekaj vedeti, ne? Dajmo karte odkrito na mizo. Ta vlada je uspela Slovenijo skregati z vsemi sosedami smo skregani. Skregani smo radikalno z Italijo, radikalno smo skregani z Madžarsko, ker so v Italiji in na Madžarskem so težki fašisti. Radikalno smo skregani s Hrvaško, ker na Hrvaškem so težki fašistov ustaši. Radikalno smo skregani s kom še, se potem pa nimamo več. Z Avstrijo pa seveda smo skregani, a ne? Z Avstrijo smo pa seveda skregani, kajti avstrijski smo šli se pravi na Slovaško skozi Avstrijo in na avstrijski meji so
so vojaki z oboroženim se pravi brzostrelkami in so oboroženi možje na meji. Se pravi, če ti postaviš oboroženo vojsko na mejo, poveš, da si z državo skregan. Se pravi, to se noben ne vpraša. Ampak zakaj recimo po vajnem mnenju Božo Boštjan je potem ima Marjan Šarec ta mitološki status? Ne? Bom dal samo en primer. Ne? Recimo, on objavlja na Facebooku, kar pač objavlja, Borut Pahor je zdaj, mu je New York Times objavil nek članek. Ne? In intelektualci, 28 intelektualcev je pozvalo k odstavitvi oziroma odstopu Boruta Pahorja, hkrati pa branijo Marjana Šarca. Zakaj recimo po vajnem mnenju prihaja do takih razlik? No? To niso intelektualci. Izvoli, daj ti povej. Ok, dobro, Božo, kaj praviš? Veš kaj, ta percepcija, ne, ki jo ustvarjajo mainstream mediji ali pa izraz, ki je bil spočet v zadnjem mesecu, medijski koncern, kartel, živi mimo realnosti. Ne? A veš, ne more nek Marjan Šarec biti lider, mnenjski vodja, mitološka, mitska osebnost, ker enostavno to pač njegova identiteta ni. In, a veš, vse to sem jaz lepo napisal. Ne? To je tako iz one basne, one pravljice, cesarjeva naga, gola oblačila. Vsi vidijo, da je cesar gol, vsi vidijo, da nag se sprehaja, razen mu pa tega nihče ne pove. Ne? Razen en mulc se zakriči, gled, cesar je gol. In njegovi ministri razlagajo, da je lepo oblečen, ne? Ker drugače bi spadli neumni. In podobno je tu, vse to se mora sesuti samo sebe v prah. To jaz ne pričakujem nič drugega, ne? Da tisti, ki producirajo neko osebnost iz bivšega predsednika občine Kranj, oziroma bivšega župana Kranjskega, ne, da se bo to sesulo samo vase. No. Ta zgodba ne pije voje. Njegova identiteta ni taka, da bi jo lahko potenciral. Kakva pa je recimo njegova identiteta? Njegova identiteta je, da še sove ne zna porihtati. Ne. Njegova identiteta je, da pač vodi to sejo vlade, enkrat na teden, konjunktura je na srečo, nič se ne meša, v tisto, kar se pa meša, pa toliko zmeša, da smrdi. Ne? Torej, jaz se strinjam popolnoma. Torej, edini politiki nekako še poskuša zapirati ta vrata države in držati to hišo po koncu, oziroma vsaj na nek vtis, je pač predsednik države Borut Pahor. Zato ga pa ti tako imenovani intelektualci, ki to niso. Kajti za intelektualca je značilno, kot je Jože Snoj napisal, in to so čudovite besede. Skepsa in distanca določata intelektualca. Ne določa intelektualca pa to, da je režimu, ki propada, ki se ga vsi pametni in pošteni ljudje sramujejo, drži, bi rekel, oblačilo, oziroma zaljša to kozavo podobo. Zato pa potem, in to počne ne, ker bi to mislil, ampak to počne zato, ker je zato bogato nagrajevan, kot Vesna Vuk Godina za medijsko pozornostjo, s tem, da se rine potem naprej po hierarhiji univerze, kamor sploh ne sodi, ker ona za redno profesorico ne more kandidirati, ker ne pogojev ne izpolnjuje in tako naprej. Mislim, to je pač spet vezana trgovina, ki je nekega resnega intelektualca nečastna. Ampak se strinjate vidva z oceno, da je zato pač, da ljudje ne vidijo ali pa da ne upajo povedati, da je cesar gol, je ta medijski kartel, ima ključno vlogo pri tem, ne? Ja, seveda. Ja, kdo pa? Ja, kdo vzdržuje, bi rekel, vso to kuliso resnice, tako imenovane v navednicah, ki resnica ni, medijski kartel. Kdo pa se zoper to bori, se pa borijo tistih nekaj neodvisnih, pač ampak te glasovi, hkrati pa glasovi, se pravi, socialnih oziroma družbenih omrežjih se slišijo in tega se oni bojijo. Glej, jaz se počutim s tem, ko sodelujem z Faktorjem podobno, kot sem se počutil koncem 80-ih, ko smo urejali Katedro, študentski časopis. Ker smo objavili dvostranski tekst z naslovom Če bo Milošević nadaljeval, bo Jugoslavija razpadla. Vsi so to zanikali, ne? Mi smo to videli, seveda katedra je bila zaplenjena, eni smo bili obsojeni v Beogradu zaradi tega. In danes je isto, ne? Vse zato mi trije tu sedimo, ne pa da bi neki drugi sedeli. Danes je ista situacija. Glavni mediji trobijo, takrat so partijski trobili v en rok, danes pa ti mainstream mediji trobijo v nek drug rok, ampak očitno neki kritični intelektualci vidimo drugače zadevo.
In meni, veš, tudi to, kar je zanimivo, ne, jaz sem 10-15 let nastopal v Odmevih, pa še kje sem komentiral. In nikoli, ko sem bil pri Rozviti pesek, me nihče na Pohorje ni ustavil, pa me na pijačo peljal, ker sem pač povedal tako, kot je v Faktorju. Ne? A veš, tudi te ankete merjenja Faktorja, pa Odmevov, pa podobnih, da mi postajamo ventil, mi postajamo verjetno še kak medij, ne samo mi, ne? Taka opozicija tem medijskemu kartelu, da enostavno nam gledanost ne more drugega kot rast. Ne? Prav. Bomo si vzeli zdaj krajši predah, se vrnemo po oglasih, boste videli gledalke, gledalci, če res, ampak vam obljubljam, da ja, tako da ne namojiti in nadaljujemo s komentiranjem Šarčevega bordela. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Božidar Novak in Boštjan Marko Turk. Pogovarjamo pa se o tem, zakaj se tajna Sova vse bolj spreminja v javno hišo predsednika vlade in njegovega svetovalca za nacionalno varnost. Božo, Boštjan, ko smo že pri bordelu, kako vidva komentirate ta, jaz bi si kar upal reči, mestoma ali pa celo prevladujoče že incestuozen odnos, ne? Kabinet predsednika vlade, Sova in Pop TV. Ne? Namreč bomo pokazali dva tvita. Včeraj je na Twitterju završala novica, tweet Suzane Perman, novinarke 24 ur, neuradno zaradi izdaje tajnih podatkov v zadevi Šarčeva prijateljica, namerava Sova jutri vložiti kazenske ovadbe zoper neznano osebo in eno znano osebo. Kdo bo ovaden ali bo morda tudi kakšen član parlamentarnega KNOVS-a, še ni znano. Ne? In potem so se številni odzvali, med drugim se je odzval tudi pač Bojan Požar na Požareportu, pravi Sova se brani z ovadbami. Trojka, Marjan Šarec, Damir Črnčec, Rajko Kuzmelj so se že zmenili, da bodo vsaj dva kazensko ovadili, koga pa nam bo danes, se pravi jutri, to je danes v ponedeljek, povedala Suzana Perman iz 24 ur. Kako vidva zdaj to komentirate, da recimo Sova pravi, da je problem uhajanje tajnih podatkov, hkrati pa novinarka suvereno napove, kaj bo ta ista Sova drug dan naredila, vlagala neke kazenske ovadbe. Najboljše je, če smem jaz, najboljše je, če Aljuš lahko režija še enkrat ta tweet Suzane Perman da zavrti. Ker notar vsebuje tako besedno, glejte to, neuradno, zaradi izdaje tajnih podatkov v zadevi Šarčeva prijateljica. Ja pa sej Suzana Perman iz 24 ur sama sporoča, da je zadevi ime Šarčeva prijateljica. A si vi predstavljate, da bi to bilo recimo v Nemčiji, Franciji ali pa v ZDA, Trumpova prijateljica zaposlena v CIA. Ja pa sej to bi bil nacionalni, sej to z tega sploh ne moreš komentirati, sej sami, evo, tle imamo črno na belem Šarčeva prijateljica. In zaradi Šarčeve prijateljice, zdaj pa gledajte to grotesko, namerava Sova jutri vložiti kazenske zoper neznano osebo, ki si je drznila grdo razmišljati in govoriti o Šarčevi prijateljici. Ja pa sej to je komedija, sej to je za v dramo ljubljansko postaviti. Zdaj bojo pa zaradi Šarčeve prijateljice celo kdo bo ovadil nekoga ali bo mora tudi kakšen član parlamentarnega KNOVS-a šel v dob zaradi Šarčeve prijateljice. Bože, pa je zdaj to, verbalni delikt ali kaj hujšega. Predstavljam si novo komedijo Toneta Partljiča z naslovom Šarčeva prijateljica. A misliš, da bi bila uspešna? Da presekam to. Prvo, kaj resen človek pomisli, je, ali da je ta Nataša H. res tako dobra, ali pa se Sova ukvarja z res neko aktivnostjo, ki bo rešila svet, Sirijo, nuklearno vojno, pa da je vrgla spin, da se mi vsi ukvarjamo z Natašo H. Oni pa zdaj res peljajo James Bondove neke akcije. Ker tretjega ne vidim tu. In to je vse tako banalno, da cela Sova in država trpi zato, ker predsednik vlade ni znal zaposliti normalno svoje ljubice, ker se je bal svoje soproge, kaj bo rekla. Ni upal javno zaposliti. Jaz upam, da je ta tvoja teorija točna. Skratka, da gre za spin Sove, ki vmes srečuje pač morebitno 3. svetovno vojno, iransko krizo, korejsko, pa še katero. Sam veš, kaj se bojim, Bože, bomo vprašali Boštjana, kaj on o tem misli. Da v tej postavi,
Marjan Šarec, Damir Črnčec, Rajko Kuzmel plus Lepa NH. Sova verjetno težko je uspešna pri preprečevanju 3. svetovne vojne pa reševanju iranske krize. Kaj ti praviš? Ne, razen če ni stvar veliko bolj kompleksna in komplicirana in da ne gre, recimo tako, kot je Požar Report pisal pa Reporter, da ne gre za trikotnik ljubezenski, ampak gre za nek ljubezenski šesterokotnik ali celo ljubezenski osmerokotnik. In je ta Šarčeva prijateljica utegne, to veste, recimo ljubezenski osmerokotnik je potem, če ima Sova, recimo teoretično govorim 4-5 oddelkov, potem se trese, že podstat države se že trese. In ima Pop TV tle prav, ko to definira kot afera Šarčeva prijateljica, ki je ena najbolj usodnih afer v zgodovini sodobne Slovenije, prodaja pušk, orožarske afere, Patria, kaj smo še imeli, nič v primerjavi s tem, če gre tle za osmerokotnik. In bo prišlo do, recimo, če ker Sova, vsi v Sovi pač posedujejo seveda kot James Bond temu primerno orožje. In tle si lahko predstavljamo kakšnega Jamesa Bonda ali pa 8 James Bondov v osmerokotniku Šarčeve prijateljice, ki izzovejo Šarca. Tako da to, recimo, to lahko Sovo zaposluje še nekaj let. Ampak to ni zdaj prvič, Božo, da recimo ima Sova Pop TV za svoj medij. Spomnimo se prisluškovalne afere s Hrvati, tisti posnetek, ki je prišel v javnost med Patrom Toljem, pač nekim hrvaškim lobistom in nekim belgijskim poslovnežem Ludom Bamensom. Knovs je takrat ugotovil, da enak, se pravi, isti posnetek, ki je bil objavljen na Pop TV, obstaja na Sovi in Sova je rekla, bomo sprožili interno preiskavo, kako je to prišlo ven. To je bilo pred poletjem, zgodilo se ni praktično nič, nismo nikoli zvedeli, kako je to prišlo ven. Zdaj pa Sova spet pravi, uhajajo nam informacije, neki kazensko uvaja neke znane, neznane osebe in to spet sporoča nam preko Pop TV. Kako si ti to zdaj razlagaš, Božo? A je to zdaj Pop TV neka uradna tiskovna agencija Sove ali Damira Črnčeca ali Marjana Šarca ali kako je s tem? Ja, gre očitno za neposredno osebni kontakt novinarke z predsednikom vlade, kabinetom predsednika vlade, ampak ne bi jaz mešal tu inštitucije. V Sovi sicer verjetno ima slabosti, še marsikje, je predvidevam en kup profesionalcev. A veš, kljub temu, da sta zadnjič Kangler je razlagal o Kangler-Mogetovi komisiji, ki je ugotovila, da je Sova vmešana v krajo postojnskega orožja, času Drnovška in ostalo. Jaz mislim, da je Sova predvsem tu, da varuje Slovenijo, da nas čuva. Takrat, ko pač mi spimo, da oni bdijo nad nami in dajmo jim vso možnost. Ne smemo pa dopustiti, da neki igralec, diplomiran, bivši župan enega srednjega mesta, se norca dela z njih. A veš, kako se pa počutijo ti agenti, A veš, je res, pa vse predsednik vlade nima kaj do započeti, razen to, da mu je Sova podrejena, pa enkrat na teden skliče sestanek vlade, pa da se slika. In to bi pa ja moral znati. To je podcenjevanje in agentov Sove in državljanov Slovenije in česa. Zdaj nobena Suzana Perman, noben Pop TV tu ne bo pomagal. Vse ljudje niso neumni, vse ljudje vidijo, da je cesarnak. Jaz se ne znam to drugače predstavljati kot to so ljudje spregledali. Lahko mainstream medijski kartel govori karkoli hoče. To se pač ne dela. Sej, glej, če bi nihče nima nič proti, če nekdo zaposli svojo ljubico, ampak ne tako, da je kravalc tega, pa ne na tako mesto agentke, naj da tajniško mesto ali pa kje, naj druge. A veš, bivša tista ministrica, ko je bila par dni pri Cerarju, je bila pol na Slovenskih železnicah zaposlena, pa noben ni tega omenil, In sej, verjetno v tej državi je en kup delovnih mest. Ni bilo treba Sove žrtvovati, da se danes 14 dni ukvarjamo s tem, res. Ja. Ampak to je, če lahko... Izvoli. Ja, če lahko novinarji, neprofesionalci, ljudje, kot recimo smo mi trije tle, razgrinjamo drobovje Sove in van udiramo in delamo sklepe in to potem ta Sova očitno nima nobene notranje konsistence oziroma spretnosti. Jaz ne vem, meni zdrava kmečka pamet potegne na to, da pač očitno, če je ta državljanka, lepa državljanka N, ki je zdaj v tako imenovani Šarčevi aferi,
oziroma aferi Šarčeve prijateljice prilezla v Sovo, del povprečja Sove, kar najverjetneje je, a ne, mislim, se ne more ne v plus, ne v minus, ki je bistveno razlikovati od ljudi, ki so tam zaposleni, potem se nam z tega stališča zelo slabo piše. Ja, predsednik vlade je to rekel med klic, ne, Boštjan Marjan Šarec, on je rekel, da sicer ne pozna konkretno, kako je bila tam zaposlena, ve pa, da je šlo vse po predpisih. No, ampak potem je zaposlena po predpisih, se pravi, ja. potem je del ene ekipe, kjer so si ljudje pač podobni, ampak če so podobni ljudje v Sovi, tejle, bi rekel, lepi državljanki a ne, zaradi katere je nastala tako imenovana velika afera, ja, potem pa Bog pomagaj tej Sovi, ker drugi pa ne more pomagati. Zdaj, Lepa N ni začela kariere na Sovi, ne, tisto, kar je do zdaj že prišlo na dan, pač Požar Report je dosti natančno opisal to njeno poklicno pot, ampak tisto, kar bode v oči, poleg seveda tega, da je ne sam prijateljica od Šarca, kar je sam potrdil, da sta tudi poslovno sodelovala, je to, pozor, ne vem, če veste, Božo Boštjan, da v času, ko je delala na okrožnem državnem tožilstvu, Lepa N je hkrati pač imela firmo SP, ki je posredovala hostese. Ne? Se pravi, vedno večje enigme Lepe N, pravi Bojan Požar, bila je zaposlena na državnem tožilstvu in hkrati služila s posredovanjem hostes preko SP na RTV Slovenija. Ne? Namreč Bojan Krajnc je rekel za eno izmed svojih bivših oddaj humorističnih na TV Slovenija, da je Lepa N tam organizirala publiko, ne, in menda za to pokasirala 40 tisoč evrov. Kaj nam zdaj to pove? A je ona res več, kakor mi vidimo, ali je v bistvu ves čas ta njena poklicna pot pač vezana na njeno zvezo, tako ali drugačno z Marjanom Šarcem? To je spet ena komedija, ala tista afera Šarčeva prijateljica. Tle zdaj beremo, da, torej, kakšne so pa to reference za Sovo? Da je nekdo, ki je zaposlen, razen če gre tle za nek veliki trening, ki je mastermind, a ne, da te trenirajo, tako te zaposlijo na državnem tožilstvu in hkrati urejaš prihod hostes v studio k Bojanu Krancu, ki se ukvarja z razvedrilnim programom na RTV-ju, skratka, da gre tle za nek evazivni manever, najstrožje konspirativnosti, a ne, kar jaz mislim, da ne gre, recimo, ne, da ne gre, ne, ampak seveda je to spet ena komedija, ne, če pa tle ne gre za evazivni manever konspirativnih najširših razsežnosti, potem je pa to zgolj komedija, a ne, in potem ta pa oseba nima nobenih referenc. Ob tem seveda, da to kliče po korupciji, kajti tole 40 tisoč za organizacijo nekih hostes je pa denar, to gre vse iz državnega proračuna, a ne, je pa denar, ki kliče po eni temeljiti medijski in tudi kriminalistični preiskavi. Božo, kaj ti praviš na vse to? Nimam kaj dodati, razen da se dolgo poznata, to je očitno, da sta imela zelo tesne stike, kako tesne, veste, ona dva sama, da, a veš, nespametno je, da je pač njene očitne probleme, privatne, socialne, kakršnokoli zaposlitvijo, predsednik vlade reševal na tak nespodoben način, da trpijo in agenti Sove, in Sova, in država, in da se vsi s tem ukvarjajo. Ne, škoda. Veš, kaj bi mene zanimalo? Mene bi res zanimalo, pa ne vem, nisem dovolj se potrudil ugotoviti, kdo bi pa res lahko naredil detaljno analizo delovanja Sove. Jaz ne vem, če je parlamentarna komisija tista, ne vem, če je predsednik vlade tisti, a veš, mene kot državljana skrbi, kdo nas varuje pred teroristi morebitnimi, pred morebitnimi emigranti, pred tihotapci, pred tistimi, ki švercajo drogo, tistimi, ki indoktrinirajo naše otroke tako in drugače. A veš, kaj so ne zanima me, ali je zaposlil tajnico ali ne, ampak ali je ta Sova usposobljena in se jo da primerjati z neko nemško obveščevalno službo ali pa ameriško, vsaj v nekih segmentih. Ne? Nas ni 200 milijonov kot Američanov, ampak ali upravlja svojo nalogo. Ne? A veš, to sicer je res komisija za nadzor obveščevalnih služb dela nadzor nek, ne? A veš, zdaj ga poskuša ta ista Sova, ki bi jo naj nadzorovala, ta komisija diskreditirati, ne?
In tu ne pridemo do konca, veš, ne eni, ne drugi, ne vem, me toliko ne zanimajo, če delajo napake eni ali drugi, ampak me zanima nacionalna varnost. Ja, tu imaš prav, verjetno ima tu Božo prav, ne? Boštjan, težko bo inšpektorat za javno pravo ocenjeval to, kar Božo sprašuje, ne? Ne vem, kdo je ta avtoriteta. Da se razumemo, ne, jaz se z Božo to globoko strinjam, ker ta zgodba je sicer na zunaj komična, ne, ampak na notrej pa tragična. Mislim, mi imamo pazi, Luko Koper, imamo dve letališči. Kdo pa bedi nad teroristom, ki bo zdaj prinesel recimo na mariborski, ljubljanski največji Petrol ali pa OMV bombo, ki bo vrgla v zrak četrt in zaupil Allah Akbar. Če ne znajo pravilno zaposliti ene agencije, znajo to čuvati, a veš. To je tragična zgodba, v bistvu je to kaže na odpoved sistema, ne, in seveda tle bi morali biti varovalni mehanizmi, ki bi pač v obliki direktorja, ki bi pač nazaj potegnili v diskretnost in presekali in to, ampak jaz mislim, da se tudi danes... komisijo naredimo ad hoc, predsednik republike, predsednik državnega zbora, a veš, pa še nekdo, ne vem, predsednik Akademije znanosti in umetnosti, pa da grejo pogledat, kaj tam delajo. Ja. Ampak zdaj, en fenomen moramo še tu pokomentirati, po moje, ko se ravno o nacionalni varnosti pogovarjamo. Ne? Kako pa vidva komentirate to, da ima premier svetovalca za nacionalno varnost, tudi brez primere v 30-letni zgodovini samostojne Slovenije, ki javno nastopa v medijih in ki se ukvarja s kadrovanjem v državnih podjetjih. Kako pa to komentirate, recimo? No, pa ki je bil, bi rekel, glavni, ki je vse to počel, kar zdaj počne pri premijeju, je to počel še 1 leto ali 2 leti nazaj pri nekem drugem premijeju, ne? Ja. Ki je s tem premijejem v najhujšem konfliktu interesov, ki lahko obstaja, kajti ta oseba bi tudi želela biti premijer, ne? Pa je bila tudi že premijer, tako da tle je zadeva podobna Dimitriju Ruplu, ki je hkrati pri Kučanu in v Zboru za republiko. In kje pa imate vi garancije, da ne grejo vse informacije od Janše k Šarcu in od Šarca k Janši nazaj? Ja. Ne vem, Bože, kaj ti praviš na to? Grejo informacije sem pa tja? Kaj je od Rupla? So šle od Zbora, so šle preko Rupla? Kako bom povedal, ne? Ti odnosi se nikoli ne presekajo. To je tako z bivšo soprogo, ko imaš otroke, ne? Vedno ali pa z bivšo prijateljico, vidimo, ne? Ali pa ja, ne? Bivšo soprogo pa še prijateljico, ne? Ko rabi službo, smo tle, ne? In to dvomim, da se presekajo. Ne, zdaj smo videli, danes je tak lep, pragmatičen dokaz politike, ne, real politike, ko se je sirski Asad spajdašo s Kurdi proti Turkom, prej so se pa stepli prek pušk 10 let, ne. In to se lahko v politiki vedno zgodi, ne. Jaz se bojim, da bo ta Črnčec izvesel tu, ne, veš, on ne vem, koliko ima osebnega kapitala, koliko ima kapitala v smislu finančnega, asset, total asset. Ne vem, koliko ima intelektualnega kapitala, lahko to zdrži, ker ko se bo eden losal, pa drugi, tretjega mu neč ne bo mogel iti služiti. Ne? No, jaz sem Črnčeca spoznal, to lahko povem, da je bil ta človek, ko je šlo za to krizo, oziroma ko so Janšo zaprli, je bil predsednik odbora, jaz sem z njim takrat tudi sodeloval in name je naredil odličen vtis, predvsem je bil Janezu Janši predan in predvsem jaz sem takrat toliko vedel, da lahko tle za televizijo mirno povem, da on nikoli ni nameraval Janeza Janšo zamenjati na mestu predsednika oziroma narediti komplot, kot sta Zverova ven prinesla. To preprosto ni res, zato ker on ni tak tip človeka. Ne? No, se njegova zvestoba po mojem ni pod vprašanjem, se zdaj je verjetno tudi Marjanu Šarcu zvest. Ja, ampak zdaj on je zvest obema, ne, mislim, jaz zdaj ne vem, ne moreš biti pa ti, to je pa že poligamija, ne, mislim, ne vem, mislim, ne da bi bil zdaj podcenjujoč, ampak tega razmerja si preprosto ne znam predstavljati, kaj ti vem, da je bil intimus od Janeza Janše. On je vedel vse, kar je Janez Janša mislil in zdaj je intimus od Marjana Šarca in ve vse, kar Marjan Šarec misli, se pravi sestavi 1+1 je 2, se pravi ta pretok gre od Janše k Šarcu in obratno, jaz drugače ne znam tega predstavljati. A Bože, je zdaj Damir Črnčec v resnici ta prava Šarčeva prijateljica? Pa je zaradi njega so zaradi te prijateljice vse te probleme. To ni več na nivoju Toneta Patliča, to je že bolj na nivoju Ferija Lajnška, ne? Fer je moj prijatelj, mi je enkrat zaupal, to lahko povem, pa se ni samo meni, tudi javno je povedal, je rekel, gled Bože, jaz sem napisal 30 romanov, ampak vedno znova me življenje preseneti in prehiti. Življenje piše boljše zgodbe, kot si jih jaz lahko zmislim in ta je taka, ne. Če bi to nekdo pisal v romanu, bi rekli, ima dobro domišljijo, kako mu je ratalo, ampak to se danes dogaja pred našimi očmi, veš.
Ne, neverjetno je to. Ne? Marjan Šarec je odvisen od Damirja Črnčeca. On ga je ščitil in kril tako kot mati svojega otroka oziroma samica mladiča. To je prav neverjetno. Mislim, Šarec je odvisen od Črnčeca, pa tudi vse te zgodbe objektivne, o katerih se mi pogovarjamo, to potrjujejo. Ampak zdaj pa si potem človek postavil neko temeljno vprašanje. In Šarec Črnčecu zaupa maksimalno. Na isti način, kot je Črnčecu zaupal Janez Janša, če mu je dal, se pravi, ključni inštrument, to je odbor 14, za katerega je bil prepričan, da mu ga bo uspelo spraviti iz zapora. Ja. Veš, kaj je problem tega Šarca? Ja. Ti vsak projekt, kaj šele vlado ali pa kogarkoli, vodiš tako, da si definiraš cilje, ki jih definiraš na osnovi svojih potreb. Vse to vlada naredi, definira cilje na osnovi potreb države in potem jih izvaja. In Šarc nima ni ciljev, ne potreb, nam kar neki vlada, samo da Janša ni na oblasti. Če ni bo belo, bo pa črno. In potem, ker nima kaj početi, pa se ukvarja s službo svoje bivše ljubice, ali pa sedanje ljubice. In tu smo zdaj ujetniki tega. Srečo imamo, da smo že med Italijo, Nemčijo, Avstrijo, da je konjunktura in da Slovenija zaradi elastičnosti ekonomske ne trpi posledic take oblasti. Drugače, če bi mi bili, ne vem, geografsko tam nekje kot Makedonija, bi bilo to hudo slabo, no? Ja, jaz se strinjam. Recimo, moja misel, ko to premišljam globje, ko grem, sem prepričan, da bi morali mi to vlado enostavno ukiniti ali pa radikalno vse skupaj zmanjšati, kajti to, kar Slovenija po koncu... Zdaj se je nekaj zgodilo, Boštjan nam je ušel iz kadra, ampak je prišel nazaj. Ja. Okay, sorry, izvoli nadaljevati. Ne, to je samo cokla razvoja Slovenije. Torej, vse te vlade, vse te infrastrukture, vse te infrastrukture ministrstv, vse te zgodbe so samo cokla. To bi bilo treba preprosto v 2/3 ali 4/5 razpustiti in pustiti, tako kot na Slovaškem, če se vrnem nazaj na Slovaškem, so bili pač rezi v leta 2000 brutalni, ampak danes je ta država v stalni konjunkturi, zato ker se nihče ne vtika, v Švici se nihče ne vtika v to, kako državljani ustvarjajo denar. Pri nas je pa tle en kolos, ki dela samo škodo in to bi bilo treba na referendum dati, izglasovati, in sem pričan, da bi šlo skozi, da se pač vlado, korpus, ki je v Ljubljani, zmanjša za 2/3. Veš, kaj se jaz bojim, da tu velja tisti pregovor, jaz ga bom v originalu povedal v dalmatinščini. Šali pare, nemoj mi doč. Se pravi, pošli denar, pa ne prid. Ja, to velja za turiste. In isto velja tu, veš, Slovenci smo, dobro, Slovaška vseeno malo večja od Slovenije. Mi smo tu, veš, odnos do tujcev imamo, pošli denar, samo ne teži. In glej, vse nam je pa fajn, zakaj pa bi, Saj jaz vedno bolj naletim. A je šlo za to, Božo, da si rekel, Marjan, tu imaš službo, sam ne teži mi. Miš, da je šlo za to? Lepi N. Te atraktivni dami. Tu imaš službo, sam ne teži. Ne, jaz mislim, da je iskreno hotel pomagati, pa ni znal drugače. In je to bilo zelo naivno, da je pač ravno na sobi. Vajen kolega, komentator v naši oddaji, Roman Vodeb, prav, svet se vrti okoli lepih bab, tako se je on izrazil, lepih bab, dobrih mrh. Se pravi, mi zdaj pretiravamo, tu pač gre za neko dobro mrho in je logično, da se deci okoli nje prerivajo, ali kako? No, svet se ne vrti okrog lepih žensk. Se ne? Ne. Lepe ženske se okrog sveta vrtijo, to pa okrog moških, ki imajo moč, da svet vrtijo naprej. Te se pa vrtijo in tudi ta se vrti tako. Božo? Brezpogojni afrodizijak je oblast, in to je vedno pogojeno, in pol seveda imaš zagon, pa te fura, samo po sebi padeš v zanos in tu je težko izpreti, če nimaš distance. Drnovšek je imel to distanco, on je očitno se že toliko zakurljal prej, ko je bil v Beogradu predsednik neuvrščenih, pa ko je prišel v Slovenijo, je bilo to malo malca. Je bil pol v prostem teku, Neč, bomo spremljali zgodbo še naprej, se vsak dan nas kaj novega preseneti, ker tajna služba pri nas na žalost vse bolj postaja javna hiša. Božidar Novak, dr. Boštjan Marko Turk, najlepša hvala za vajine današnje komentarje v oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil antiprostitucijski 336. faktor na TV3. Glejte nas v živo spet jutri, ko bosta Ivan Simič in Marko Pavlišič komentirala, komu koristi davčna reforma, revnim ali bogatim. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.